Ob svetovnem dnevu Zemlje si novomeško komunalno podjetje prizadeva mladim rodovom vtisniti vseživljenjski pogled na varovanje okolja. Tudi dobrodelnost je del nas, je bil letošnji slogan Krkinih delavcev ob njihovem vsakoletnem tednu humanosti in dobrodelnosti. Da bi se romski otroci lažje vklopili v vse hitrejše družbeno dogajanje, so, tako kot pred časom v Brezjah, dnevni center odprli tudi v osnovni šoli Šmihev. Na koncu pa bomo prisluhnili spominom na proslavi ob 125-letnici osnovne šole Šmihev, seveda vabljeni k ogledu. Novomeški glavni trg so pred dnevom Zemlje 22. aprilom napolnili učenci 17 dolenjskih osnovnih šol, ki jih je tamkajšnja komunala že 7. leto privabila k projektu Dan Zemlje. Učenci so na stojnicah predstavili svoje dejavnosti in izdelke, ki so jih pripravili ob dnevu Zemlje. Ja, predvsem arheologijo, tudi imamo tam sitole, naprimer, pa tukaj modele teh sitol. Drugače so pa tudi učenci iz recikliranih materialov naredili, naprimer čebelice, pa tam slike. Ja, pač uživamo v izdelovanju takih gradiv in tudi imamo kakšne delavnice v šoli, ki potekajo. Ja, najprej smo, kle so tam otroci iz nižjega razreda izdelali razne to je Blejsko jezero, potem kle so smrkci pa Garfield, ki sta narejena iz embalaže. Dan Zemlje je za mlade zanimiva prireditev. Ja, da se pač mi mladi naučimo reciklirati odpadke, pa tudi zabavno je za nas. Pač. Ja, učimo tudi starše, kako naj ločujejo, pa sosede, pa znance. Da je dogodek na glavnem trgu pomemben za učence, potrjujejo tudi njihovi učitelji. Ja, da se zavedajo, kako se je potrebno obnašati, kako je treba ravnati, da je nujno ločevanje odpadkov, pa tudi, da znajo izkoristiti določene stvari v drug namen. Kako ste se pripravili na Dan Zemlje v šoli? Ja, mi smo v sklopu podaljšanega bivanja pa pri pouku izdelovali izdelke iz odpadnega materiala. Pri liku nam so naredili robote, v podaljšanem bivanju pa šatulice, metuljčke, rožice. Ob dnevu Zemlje so se prvič predstavili tudi malčki iz vrtca 5x5. Ja, tudi sicer se veliko pogovarjamo, smo prijavljeni tudi pri projektu Ločujem zemljo, varujem skupaj v sodelovanju s komunalo našo novomeško, tako da imamo tukaj stojnico vrtca 5x5 in izdelke iz odpadnega materiala in pa tudi obeležili bomo dan z eno lepo točko. Kaj ste naredili, recimo, kaj imaš v roki? Hišo. Iz česa je pa narejena? Iz zamaškov. Aha, tudi kaj zberete zamaške mogoče? Ja. Kaj si pa ti pripravila, kaj imaš v roki? Rožice. Aha, iz česa so pa narejene? Iz pokrovčkov. Aha, zakaj pa iz pokrovčkov? Zato, ko je tako narejeno. Aha, jih zberate? Prireditev so poleg učencev in vrtičkarjev zaznamovale številne organizacije, društva in posamezniki. Torej, predvsem predstavljamo naše aktivnosti in pa dogodke, ki se dogajajo ob našem 60. jubileju, ki bodo danes in pa jutri še, in pa nasploh o našem delovanju, kako se nam pridružiti že letos na taboru oziroma drugo leto v naslednjem šolskem letu. Trenutno nas je 240, to je mladinska organizacija, se pravi večina je otrok in sicer nekje 150 je otrok, potem pa še 100 odraslih. So pa od 4. leta naprej pa tam do 100. Sodelujemo pač v 2 točkah, otroci plešejo, imamo pa tudi delavnico, ekodelavnico z naravnimi materiali, se pravi star papir, vrvice in tako malo, da otrokom pokažemo, kaj se da narediti tudi na nek drug način, ne samo tisto, kar kupiš v trgovini. Dan Zemlje so podprli tudi starejši nastopajoči, ki se zavedajo pomena varovanja okolja. Mi se zavedamo, sam žal ne bomo mogli več veliko narediti, ampak prav je pa, da vsi sodelujemo od mladih do starejših, tako da mislim, da je prav. O petkih pa se že tradicionalno ob stojnicah na glavnem trgu zberejo ekološki kmetovalci, ki so z zanimanjem spremljali program Dneva Zemlje, ki so ga oblikovali otroci. Absolutno, bi jih mogli že vzgajati, že pri sami hrani in vzgoji in vzkus. Ja, samo moramo mi biti zgled tisti, ne?
Kaj pa sicer, kaj vi opažate, recimo imate verjetno ekološko kmetijo, narašča zanimanje za takšne izdelke? So ljudje čedalje bolj ozaveščeni ekološko? Drži, imate prav, čedalje bolj so ljudje ozaveščeni, iščejo naravno hrano. Pester je bil tudi spremljevalni spored na odru, katerega vrhunec je bil nastop znanega reperja iz Fužin Zlatka. Ekologija mu ni tuja, saj je pogosto sestavni del njegovih besedil. Sodeluje pa tudi v ekoloških projektih. Ja, zaradi tega, ker sem bil kot mulc bolj indijanc, kakor kavbojc, kakor sem že prej povedal. Recimo indijanci so mi bili zmeri bolj všeč, kakor sami recimo mi belci, zaradi tega, ker so živeli v stiku z naravo, v stiku z zemljo. Če pa danes damo recimo roko na srce, pa lahko samo pač povem, da vse, kar znamo danes narediti, je to dosti škode. Novomeška komunala je projekt Dan zemlje začela že leta 2003, prvo prireditev pa pripravila 3 leta pozneje. V začetku je sodelovalo nekaj 100 otrok, danes več kot 1000. Prvenstven namen je seveda bilo ozaveščanje mlade generacije, okoljsko informiranje in nekako spremeniti ta odnos do okolja in seveda glede na našo službo, na naše poslanstvo, seveda tudi spremeniti odnos do ravnanja z odpadki. Mi moramo skrbeti za to, da bomo ekološko osvečeni in ekološko ravnali. Vse, kar delamo, je vezano na ekologijo. Od pitne vode do odvajanja odpadnih voda do odvoz odpadkov. In to so stvari, ki jih na komunali pač delamo zavzeto in seveda na tem področju tudi ozaveščamo. Občina, komunala in Cerod naj bi Dan zemlje pripravile tudi v prihodnje, je poudaril župan Alojzij Muhič. Z rezultati projekta v zadnjih letih so namreč zadovoljni, a si želijo še več. Ravno mladi so tista baza, ki je zelo gnetljiva. In oni so tisti, ki hitro prevzamajo novosti in te novosti potem širijo doma. Sami smo videli pri akciji Ločujem, zemljo varujem, kako so se povečali rezultati pri ločevanju odpadkov, skoraj za 50% glede na leto prej. In to je, bom rekel, en tak zelo velik rezultat, ki je dokaz, da so šolarji doma učili starše. Upamo, da so ti od učencev čim več odnesli. V novomeškem farmacevtu so teden med 16. in 21. aprilom poimenovali Krkin teden humanosti in prostovoljstva. Potekal je pod sloganom Tudi dobrodelnost je del nas. Teden humanosti in prostovoljstva je tako v dobrodelnost združil približno 600 Krkinih sodelavcev po vsej Sloveniji. S tem so želeli pokazati svojo družbeno odgovornost do okolja, v katerem živijo, ter da jim ni vseeno za ljudi in živali, ki so ustvarjajo prostor, v katerem sobivajo z njimi. Med 16. in 21. aprilom se je tako odvilo nešteto dobrodelnih dejavnosti. Množičen odziv so že prvi dan pokazali z udeležbo na krvodajalski akciji. V Krki je to že praksa, da so krkaši redni darovalci, tudi množičnost je velika, ampak ideja je padla na plodna tla, da se tudi Krka enkrat v letu cel teden posveti dobrodelnosti in med tem je tudi krvodajalstvo. Zdi se mi, da je to dvakrat koristna zadeva. Na eni strani na nek način preveriš svoje zdravje, na drugi strani pa seveda pomagaš nekomu. Smo dvakrat veseli, prvič, ko ti povedo, da lahko oddaš kri, kar pomeni, da si zdrav, in drugič, ker pomagaš ljudem. Ne? V celem tednu je več kot 200 prostovoljcev darovalo več kot 90 litrov krvi. Za marsikoga pa je bila prva preizkušnja, ko so na Karitas in Rdečem križu pakirali živilske pakete in sortirali oblačila. Da pomagam Karitasu, je to moja prva izkušnja in moram reči, da zelo lepa. Zelo hitro smo se organizirali, sestavili ekipe, dobili smo odlična navodila, tako da delo poteka v prijetnem vzdušju in vesela sem, da lahko pomagam. Ja, občutki so zelo v redu. Zdaj, že na začetku, ko je bil sklican nekak ta teden solidarnosti, v Krki se mi zdelo to en tak zelo v redu dogodek in pomagati ljudem, ki so v stiski, je, se mi zdi, nekaj največ, kar lahko človek naredi. Tako da sem vesel in ponosen, da sem tukaj. In v 100 minutah je približno 20 prostovoljcev uspelo pripraviti 410 paketov, kar predstavlja 5500 kg živil.
Mi smo veseli takih pobud in upamo, da v prihodnosti bo še kakšna. Do zdaj je že to druga taka firma, ki se je pridružila taki akciji Škofijske Karitas in kar tako naprej. Podobno zagnanost je bilo opaziti tudi na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. In zakaj so se odločili za pomoč? Predvsem zaradi tega, ker rada pomagam ljudem, pa ne samo ljudem, tudi živalim. Zdaj mi je bila to idealna prilika, da pač spoznam delo tudi Rdečega križa, kako se stvari odvijajo. V bistvu zdi se mi ena lepa gesta. Pakiramo živila za družine, ki pač nimajo toliko kot ostali. Moko, makarone, riž, torej osnovna živila, ki jih vsaka družina potrebuje. Tako da smo se že kar dobro uigrali kot ekipa, da nam kar gre, je pa to kar veliko dela. Ta teden njihove solidarnosti in humanitarnosti je pravzaprav ena gesta, en vzor vsem ostalim organizacijam, da jim ni vseeno, kako ljudje živijo v tem okolju, kako delujemo mi in druga društva, ki delamo na bazi prostovoljnosti in pa seveda pomoči, solidarne pomoči potrebnim. Svoj čas so Krkini sodelavci namenili tudi starejšim. Prostovoljci so se jim pridružili pri različnih dejavnostih, skupaj so razgibali pa tudi telo. S tem so dodobra popestrili vsak dan stanovalcev. Kot fizioterapevtka poznam delo, vendar vidim, da je za stanovalce zelo pomembno, da je isti pristop, ki jih imajo moje kolegice, nekoliko drugačen, popestritev za njih. Ja, jaz sem zelo vesela, da sem del kolektiva Krke in ta teden dobrodelnosti se mi zdi, da daje našemu podjetju še posebej en poudarek v tem smislu, da bi bilo to vredno posnemanja tudi strani drugih firm. Ni novost, da je novomeški farmacevt že sicer zelo vpet v dogajanje v domu starejših občanov. Ja, Krka je naš pokrovitelj že od samega začetka, pomaga nam na različne načine. V materialnem smislu smo zelo veseli, da lahko s pomočjo donacij, ki jih dobimo, obnovimo marsikakšno zadevo, da lahko nabavimo kakšno stvar, ki jo drugače ne bi mogli. Dejansko nam prisluhnejo tudi kadarkoli želimo kakšno pomoč v okviru tudi naših praznovanj. Posebno zadovoljstvo so Krkini prostovoljci pripravili tudi varovancem bližnjega varstveno-delovnega centra, sploh ko so skupaj zapeli. Mi smo v bistvu veseli in hkrati počaščeni, da nas je Krka izbrala v okviru svojega dneva dobrodelnosti, da so se njihovi delavci odločili, da postanejo prostovoljci tudi v našem zavodu. Nedvomno je to ena priložnost, da tudi širša skupnost spozna skrb za odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Ja, to je zelo prijetno. Bil sem že prej tukaj, sem se že prej pogovarjal z temi varovanci in dobro je pa zato, da smo tukaj, ker Krkaši smo ratali kar že malo razvajeni. Imamo dobro službo, imamo dobro plačo, imamo dobra delovna mesta, pa je to dobro, da vidimo, ker včasih si želimo kar nekaj več, pa tako da vidimo, da imamo vse, kar hočemo. Dostikrat smo se srečevali že na ulici ali v kinu s temi varovanci, sedaj pa prvi dan tukaj mi je pa res všeč in prav tak zelo lep občutek, sproščujoč. Na osrednji Krkini lokaciji v Ločni pa so gostili člane društva Sožitje in Sonček iz različnih lokalnih enot ter varovance varstveno-delovnih centrov. Poleg ogleda proizvodnega obrata Notol so zanje pripravili zabavni in športni program, ki so ga poimenovali Piko Olimpijada. Vsi udeleženci, kot sem rekel, so bili zmagovalci in so za nagrado tudi prijeli piko medaljo. To pomeni, vsak od njih je bil zmagovalec kot spodbudo k sodelovanju na olimpijadi. Danes smo preživeli tukaj en zelo lep dan, nepozabno res. Tega ne bom nikoli pozabila, mi bo vedno ostalo v lepem spominu. Tle v Krki smo se ogledali kako poteka pakiranje pa te roboti, ki so noter. To je zelo zanimivo posebej za te naše otroke, te naše varovance iz Trebnjega ali pa Novega mesta. Krkaše so obiskali tudi učenci in učitelji osnovnih šol s prilagojenim programom. V Krki smo si ogledali proizvodnjo tablet, kako pakirajo, kako je zlagajo, pa kam gre da je Krka peta največja
tovarna tukaj v Sloveniji in tudi po svetu seljem. Bilo je čudovito, uživala sem tako kot jaz, kot vsi naši učenci. Posebej mi je bilo všeč, ker je bil program primeren tako za manjše otroke, večje otroke, za take, ki imajo radi več informacij, za tiste, ki jih želijo manj. Krkini sodelavci so velik čut pokazali tudi za male živali. Za pse in mačke so tako zbrali skoraj 800 kg hrane, seznanili pa so se tudi z možnostjo posvojitve kakšne izmed njih, ki mi jo je predstavil vodja zavetišča v Ljubljani. In zdi se mi ta poteza Krke oziroma ta korak Krke kot eden sodobnih odrazov družbe. Namreč veličina naroda oziroma veličina družbe se kaže v odnosu, tudi v odnosu do živali. Obiskali so jih tudi člani društva za terapijo s pomočjo psov, tačke pomagačke. Zelo smo bili pozitivno presenečeni, ko nas je Krka povabila v sodelovanje, torej v predstavitev našega društva v njihovih dnevih. Tako da smo se z veseljem na to odzvali in vidim neko pozitivno izkušnjo s tem namenom, predvsem, da se takšne ustanove povežemo, ki imamo neko solidarnost. Skrb v tednu humanosti in prostovoljstva pa niso namenili le ljudem in živalim. Zadnji dan so se posvetili čiščenju in urejanju okolice Term Krka in drugih Krkinih lokacij. No, danes smo čistili tukaj okolico Term Šmarjeških Toplic, to se pravi trim steze, pa po gozdu, kjer se sprehajajo naši gostje iz vseh koncev naše domovine. Lepe, zato želimo, da Šmarješke ostanejo lepe. Namen te akcije pa ni samo čiščenje, je tudi druženje nas krkašev, namen je tudi osveščanje ljudi, okoljsko osveščanje in pa seveda s ciljem, da v bistvu pustimo našim zanamcem čisto Slovenijo. In kakšna je bila bilanca pod črto? Darovanih 90 litrov krvi, zbrani 2,5 tone oblačil, obutev, igrač in drugih potrebščin. Obiskalo jih je skoraj 800 članov društev Sožitje in Sonček, varovancev varstveno-delovnih centrov iz različnih enot ter učencev iz različnih šol s prilagojenim programom. Prav tako so zbrali skoraj 800 kg hrane za pse in mačke. Ta akcija ne samo, da je bila dobrodelna, da smo dali krkaši delček sebe s tej svoji družbi, svojemu družbenemu okolju, bila je zelo poučna tudi za nas same, ker smo se naučili, da vsi ljudje nimajo te sreče, da delajo v dobrem, varnem podjetju, da imajo varno zaposlitev. Dobrodelnost torej še živi. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je dokaz za to in kot napovedujejo v novomeškem farmacevtu, bodo podobno akcijo vsekakor ponovili tudi v prihodnje. Čeprav dnevni center v novomeškem romskem naselju Šmihev deluje že kar nekaj časa, so z novimi sodelavci v sklopu projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, delovanje samega centra dvignili še za raven višje. Gre za novo pomembno pridobitev, sorodno tisti, ki jo že poznajo v romskem naselju Brezje. Dnevni center Šmihev poteka že kar nekaj časa v podpori mestne občine Novo mesto in sodelovanju z osnovno šolo Šmihev, vendar danes odpiramo vrata dnevnega centra, ki je od februarja naprej vključen tudi v projekt Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer prebivajo romska skupnost, in v bistvu nam je ta projekt omogočil samo nadaljevanje že začetega. To je vsakodnevno vključevanje otrok v različne aktivnosti z namenom, da dvigamo njihov kulturni, socialni kapital, pa ne samo to, predvsem nam je ta človeški kapital pomemben, ker verjamemo, da je ravno znanje tisto, ki lahko pomaga pri dvigu romske skupnosti. To, kar danes počnemo na tem mestu, je del velikega evropskega projekta z naslovom Dvig socialnega kapitala v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti. Projekt se financira strani evropskih socialnih skladov, nekaj pa tudi pripomorejo
sredstva iz slovenskega proračuna. Prostovoljci in delavci Društva za razvijanje prostovoljnega dela imajo do sedaj le dobre izkušnje glede uporabe tovrstnih dnevnih centrov. Izkušnje so zelo dobre, to niso naše prve izkušnje v romskem naselju Šmihev, namreč že 4 leta, prav gotovo že 4 leta v romskem naselju Brezje poteka dnevni center za otroke in od tam smo prenesli vse tisto, kar je bilo dobro in v bistvu nadgradili program v dnevnem centru Šmihev, ki ga moramo izpostaviti kot primer dobre prakse in kot inovativen program, saj omogoča vključevanje tudi predšolskim otrokom v romskem naselju Šmihev, namreč iz tega naselja nobeden od otrok predšolskih ni vključen v redne programe predšolske vzgoje, zato je bilo nam zelo pomembno, da ta program naredimo tudi za predšolske otroke in smo skupaj s strokovnjaki pripravili program in ga že tudi izvedli. Ta čas 4 ure dnevno izobraževanje bo tudi za to naselje, ne glede na to, da smatram, da je to najbolj urejeno naselje v naši občini, še kakšnega velikega pomena, da se bojo otroci seznanili z novostmi, da se bojo izobraževali in da bo dejansko služilo tej naši skupni usmeritvi pri njihovi socializaciji. Pod okriljem aktivnosti tako imenovanega romskega izobraževalnega inkubatorja v Novem mestu sedaj delujeta dnevni center Brezje in dnevni center Šmihel, ki vsak dan omogočata vključevanje otrokom iz obeh naseljih v različne aktivnosti. Ta trenutek dnevni center Šmihev obiskuje 10 predšolskih otrok in 21 šoloobveznih, kar je skoraj večina otrok v romskem naselju Šmihev. In rezultati so zelo dobri, predvsem ta prva skupina 14 otrok, ki je v preteklem šolskem letu obiskovala ta skrajšan program predšolske vzgoje, za njo so bili ti prvi koraki v osnovno šolo prav gotovo lažji. Temeljni namen projekta je, da v različnih okoljih v Sloveniji, od Prekmurja pa do Grosuplja, stopamo v romska naselja, če se le da poskušamo tudi nadgraditi nekaj, kar je bilo že prej uporabljenega, tako da bi s pomočjo nudenja učne pomoči otrokom v naseljih, z animiranjem in spoznavanjem pomena izobrazbe dosegali večjo stopnjo izobrazbe skozi redno šolsko dejavnost. Prav prehod iz predšolske vzgoje v splošno osnovnošolsko vzgojo je tisti, ki je snovalcem projekta najpomembnejši. In v bistvu nam je ta projekt omogočil samo nadaljevanje že začetega. To je vsakodnevno vključevanje otrok v različne aktivnosti z namenom, da dvigamo njihov kulturni, socialni kapital, pa ne samo to, predvsem nam je ta človeški kapital pomemben. Otvoritev dnevnega centra so s svojim glasbenim nastopom popestrili tudi otroci, ki ga redno obiskujejo. Sto 25 let je minilo od takrat, ko je novomeška osnovna šola Šmihev prvič odprla svoje vrata, tako za dečke kot deklice. Šola, ki je v svoji bogati zgodovini menjala številne lokacije, je danes sinonim za uspešno izobraževanje. Lep jubilej šole so se vodilni odločili obeležiti s temu primerno proslavo. Ja, danes obeležujemo 125-letnico začetka delovanja deške in dekliške šole. Predtem so se šolali samo dečki, to je pa seveda pomemben mejnik za dekleta. S tem so dobile šolo in sreča, da je temu bilo tako. Ne laži, včeraj si v 4 že nakrmil živino. Ne pripravi do tega, da se te tretjič vprašam, kje si bil? Kot sem že rekel, v šoli. Rabuto je pokrok je zjav kot vedno. Ni res, zaprt sem bil. Zakaj pa? Ker sem nekaj med učiteljem razlagal, nekaj na glas rekel. Sicer pa je šmihelsko osnovno šolo v njeni zgodovini obiskovalo precejšnje število tako učencev kot šolnikov. Ponosna sem, da sem učila tule v Šmihelu, pravzaprav najstarejši šoli v Novem mestu. Za seboj, tu sem soustvarjala tudi zgodovino te šole,
15 let sem učila, 10 let sem bila ravnateljica, tako da sem jo spoznala kar v čisto vse podrobnosti. No, jaz mislim, da je to ena osnovnih šol v Novem mestu, oziroma druga osnovna šola v Novem mestu, ki ta jubilej dejansko praznuje, in v bistvu se je vse skupaj začelo tukaj v Šmihelu z delitvijo deške in dekliške šole pred 125 leti, in mislim, da je šlo kar nekaj velikih ljudi iz te šole. Če se pošalim, med njimi sem bil tudi jaz, učenec šmihelske šole. Tako da mislim, da je to zavidljiv jubilej, in jaz vsem skupaj, ne glede na razmere, ki se trenutno odvijajo okrog osnovnošolstva in šolstva nasploh, vsem učiteljem čestitam in jasno bivšim, sedanjem in prihodnjem želim veliko uspehov še naprej pri izobraževanju. Zgradba, v kateri so danes nastanjeni vsi učenci šole, je bila obnovljena leta 1995. To je vse bila šola Šmihel, seveda včasih nas je bilo mnogo več, v tistih najboljših časih, več kot 1000 na 5 lokacijah, zdaj smo vsi pod eno streho in za delovanje šole je to vsekakor lažje in prijetnejše. Vsekakor jim privoščim, da so v eni stavbi, da imajo imenitno stavbo, posodobljeno, preurejeno, da imajo to čudovito prizidano telovadnico, kajti takrat, ko sem bila jaz, smo bili razseljeni tako v tejle stavbi, pa smo bili v tamle bivšem samostanu, da tako rečem, pa smo bili v dijaškem domu, in bilo je pa okrog 1000 otrok. Izredno veliko takrat, ampak na 3 lokacijah, in smo se selili, in je bila pač organizacija šole in celotna dejavnost zelo otežena zaradi tega, ampak delali smo pa z voljo in entuziazmom, in uspehi so bili, to moram reči. Misli vodilnih v šoli pa so že usmerjene v prihodnje izzive. Naša vizija je razvijati sposobnosti vsakega učenca, dati učencem čim več znanja, in v tem letu nam to super uspeva, saj imamo do sedaj že 15 državnih prvakov v tekmovanju iz znanja. Spomnimo, v okviru osnovne šole Šmihel sicer deluje tudi podružnična šola v Birčni vasi. Pomlad in sonce bosta vse bolj obeleževala naše življenje, zato ga izkoristite v polni meri. Mi pa se vidimo spet natanko čez 14 dni.